Hvala lepa. Beseda, ki bi jo pa rada predala v nadaljevanju, pa je beseda za gospo Ljudmilo Novak, predsednico NSi. Izvolite. Spoštovane članice, člani Slovenske ljudske stranke skupaj z vodstvom in predsednikom Francem Bogovičem, spoštovani gostje, predsednik Evropske ljudske stranke je že odšel, tudi njemu namenjam svoj pozdrav, dragi prijatelji. Najprej iskrene čestitke za ta res uspešen tabor, lepo organiziran, lepo obiskan, kulturen in same superlative lahko rečem, tudi uspeli ste ga predstaviti, zagotoviti lep obisk in verjamem, da bomo tukaj napolnjeni z novo energijo, da bomo potem vsak opravili svoje delo še v tem tednu do volitev in bomo zmagovita lista. A ste za to? Smo. Pred časom, ko sva se s predsednikom Francem Bogovičem začela pogovarjati o morebitnem skupnem nastopu, sva vedela, da bi bilo dobro, pa vendarle nisva bila prepričana, da boste to podprli. Sedaj sem vesela, da oboji, tako člani Nove Slovenije, Krščanski demokrati, kot tudi vi, sprejemate to listo, na terenu je lepo sprejeta, pozdravljena. Sedaj moramo še samo narediti vse, da bo ta dobra lista z dobrimi kandidati zares tudi dobila najboljši rezultat. Pa ni pomemben samo rezultat teh evropskih volitev, ampak dober rezultat je lahko naša spodbuda za naprej, za naslednje projekte, ki nas čakajo v tem letu. Kajti Slovenija potrebuje odgovorne ljudi, delovne ljudi, poštene ljudi na odgovornih mestih. Če Slovenci, če krščanski demokrati, če vi, člani Slovenske ljudske stranke, lahko predstavljate steber delovnih ljudi v Sloveniji, potem sem prepričana, da zaslužimo tudi odgovorna in pomembna mesta, tako v Evropskem parlamentu, kot tudi v Sloveniji. Vsi skupaj vemo, da mleko ne raste v trgovini, da se je treba potruditi, da imamo dobrote na mizah in ker vsi, tudi jaz, prihajamo s kmetov ali imamo kmečke korenine, vemo, da je treba trdo delati, da lahko potem tudi uživamo naše sadove. In takšna filozofija mora prevladati v Sloveniji in ko bomo delovni ljudje dobili odgovorna mesta, verjamem, da bomo tudi to našo ljubo Slovenijo spet postavili na osrednje mesto, na pravo mesto tudi v Evropi in da bomo spet iz naše dežele naredili domovino, na katero bomo vsi skupaj ponosni. Jaz računam pri tem tudi na vas. Naj velja moj poseben pozdrav vsem prisotnim ženskam, materam, gospodinjam, zaradi tega, ker še vedno velja, da ženska podpira 3 vogale in ker v politiki ponavadi so bolj aktivni moški, morajo ženske še toliko bolj podpirati 3 vogale pri hiši, tudi tistega, ko trpi dom zaradi politike. Tako hvala vsem slovenskim ženskam tukaj prisotnih in tistih, ki ste jih pustili doma, ker sem prepričana, da prazen žakelj ne stoji, če ne bi vaše žene, mame poskrbele tudi za vaše želodce. Tako da hvala tudi vam. Ker pa je bilo govorjenja že veliko na kmetih, pa je ob nedeljah v tem času že južna ali pa kosilo ali pa kakor rečete,
bom zaželela Bog žegnaj, pa ne pozabimo v nedeljo na številko 6, kljub temu, da smo dve stranki, da sta dve stranki na listi, ima vsak izmed vas možnost, da izglasuje za svoj glas v Evropskem parlamentu. Če znamo delati, smo zaslužni oziroma si zaslužimo tudi funkcije v Evropskem parlamentu. Delajmo vsi skupaj za to. Najlepša hvala.